S kitkom v svet pravljic. Radio Sora poslušate v tem torkovem poznem popoldnevu, zdaj lepo v našo družbo še posebej vabimo najmlajše. Na vrsti je namreč pravljica. Danes bo pravljične minute z naslovom S kitkom v svet pravljic oblikovala Neža Hribernik. Povedala bo pravljico o 3 bratih. Živela je mati, ki je imela 3 sinove. Bili so zelo revni. Imeli so samo majhno hišico. Nekega dne pa jim je mati zbolela in umrla in kmalu je zgorela še hišica. Takrat pravi najstarejši: Čujta vidva, tu ne bomo preživeli, mi moramo v svet. Ja, kako? Saj ničesar nimamo. Imamo, vrata naše hišice imamo. Pa res, tako je, mi smo čičiči junačiči, mi se ne bojimo nič, so rekli in so šli od doma in so vrata vzeli s sabo. Hodili po vaseh in po vrheh in po dolinah. Sredi gozda jih je ujela noč. Joj, bratca, jaz se malo bojim, je rekel najmlajši. Res je bil še majhen. Druge 2 pa: Veš kaj, res si moraš malo spočiti, vsi si moramo spočiti. Gremo tukaj gor na tole drevo, gori smo na varnem. In so zlezli na drevo in so vrata zvlekli s sabo. Kajti vrata so bila vse, kar so imeli. Sedijo na drevesu oni in vrata, ko slišijo, da nekaj gre. Prišli so tatovi, polni denarja, in so sedli po to drevo in so šteli in delili. Takrat pa malega tam v vejah prime lulat. Bratca, pravi, mene lulat. Pa zdrži, pravita onedva. On drži, pa ne more več. Bratca, jaz se bom polulil, pravi. Si zmišan, drži, da ne bi spustil. Pa ni mogel. Je spustil in je teklo. Tatovi spodaj pa gledajo, kaj je to, kar pada. Pa pravijo: Lej to, nekjer oblačka, na nebu so same zvezdice. Ja, če ni to božja rosa. So se čudili in so dobili božjo roso, bratje na drevesu pa so molčali in se niso upali ganiti. Potem zaspijo. Spijo, ko se zbudi srednji. Ajme, bratca, pravi, mene kakat, bratca. Bog te mi nima rad, a prav zdaj te prime, a si ti zmešan? Bratce, jaz ne moram več, jaz se bom pokakal. Drži, ja ne moram. In se je pokakal. Tatovi so se zbudili in ko so videli to, kar je padlo, so rekli: glejte, pa če ni to božja mana. Malo jim je bilo čudno, da je ta mana tako smrdela, ampak je bila od Boga poslana in se niso jezili nanjo. Potem so spet zaspali. Spijo, kako ne, ko so bili s tisto božjo mano blagoslovljeni. In tedaj pravi najstarejši: Bratca, jaz ne moram več, mene preveč roke bolijo, jaz bom tole kar spustil, tele vrata. Drži, bratec, drži in molči.
a on ne more. Spusti vrata. Vrata padejo in lomijo, veje vse hrešči. Veje se lomijo, tatovi pa pokonci. Bežimo, to je kazen Božja. In so ušli in ni bilo nobenega nazaj. Čičiči, junačiči pa lepo z drevesa, pobrali so denar, vzeli svoja vrata in so po tistem prav lepo živeli.